V zadnjem tednu se je po našem mnenju nabralo nekaj vprašanj, glede katerih smo vam obljubljali, da vam bomo danes po sestanku poslanske skupine dali odgovore. To bo en namen naše novinarske konference, poleg tega pa bomo vas obvestili o nekaterih stališčih, tudi če vam nismo posebej obljubili, ker se nam zdijo pomembna. Naj najprej povem, da je poslanska skupina Socialnih demokratov navdušena nad izjemnim rezultatom, ki ga je na predsedniških volitvah dosegel dr. Danilo Kirk, ki je bil tudi kandidiran s podporo naše stranke. Prepričani smo, da njegova izvolitev pomeni, da velika večina volivk in volivcev v Sloveniji spoštuje in želi za predsednika države človeka, ki je načelen, preudaren in dosleden. Upamo, da bo tak volilni rezultat dal misliti vsem parlamentarnim strankam, posebej strankam koalicije, da zgolj medsebojno obtoževanje in nagajanje ni dobro izhodišče za zaupanje in podporo volivk in volivcev. Tudi če se bo nadaljevala takšna praksa nekaterih poslanskih skupin in strank v parlamentu, bo naša poslanska skupina Socialnih demokratov ravnala tako kot doslej. Dostojanstveno, preudarno, z željo predlagati amandmaje, zakone in rešitve za to, da bi bile sprejete boljše odločitve, ne pa zaradi nagajanja, in dostojanstveno se bo branila tudi pred neupravičenimi očitki. Drugo, rad bi izrazil našo posebno zadovoljstvo v poslanski skupini tudi nad rezultati referenduma o zakonu o lastninjenju zavarovalnic. Rezultat referenduma, glede katerega je vlada oteževala možnost objektivnega obveščanja in ste tudi vi, novinarji, bili v težavi, da predstavite relativno komplicirano vprašanje, je pokazala, da volivke in volivci slepo več vladi ne zaupajo. Naše opozorilo, ki smo ga ob referendumu dajali, da rešitev, tako kot je predlagana, dopušča možnost, da bi prišlo do enkratne, tudi netransparentne prodaje deleža zavarovalnice v kapitalski družbi, je dala misliti državljankam in državljanom posebej zato, ker so bili obveščeni, da je tudi v teku usklajevanj bilo to edino vprašanje, glede katerega je koalicija in opozicija bila zelo različna. In še včeraj je bilo neobjektivno povedano, da mi nismo vložili amandmaja. Mi smo vložili amandma tudi po razgovorih v okviru partnerstva in predlagali, da se sprejme določba, ki bo povedala, da bo za način uresničitve te pravice, da naj državljani, ki so vlagali v zavarovalnico, pridobijo možnost razpolaganja s temi sredstvi, da bo sprejet poseben zakon, pa je vladajoča koalicija tako rešitev odložila, kar nam je dalo misliti, da najbrž želi nekaj drugega, sicer ne bilo razloga, da bi jo posebej odlagala. In prav slednje, namreč vprašanje, ali še obstoja ali ne neko slepo zaupanje vladi, je po našem mnenju resno upozorilo za vlado tudi v zvezi z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. V poslanski skupini namreč želimo še enkrat poudariti in javno povedati, da bomo storili vse, vključno z zahtevo za razpis referenduma, da se takšen zakon, kot je predlagan, ali ne sprejme, ali pa preizkusi pri državljankah in državljanih Slovenije. Prepričani smo namreč, da moramo ohraniti vlogo in pomen javnega šolstva, zagotoviti vsem učencem in učenkam enake pogoje za pridobitev kvalitetne, javno priznane izobrazbe in da ne smemo dovoliti, da bi svetovni nazor spet postal
glavni kriterij za usmerjanje otrok v šolo in eventualno tudi za njihovo medsebojno razlikovanje. Na tej seji Državnega zbora je še priložnost za premislek in vladi svetujemo naj trikrat premisli, predno bo do konca vztrajala, da se takšen zakon dokončno sprejme v Državnem zboru. Kot naslednje bi rad sporočil, da se je poslanska skupina danes dogovorila, da priporoči svojim poslankam in poslancem, da glasujejo za predlog predsednika Republike glede ustavnih sodnikov in sodnic. Ta odločitev ni bila niti lahka, niti enostavna in tehtali smo možnosti, ki jih imamo glede dokončnega preverjanja kvalitete vseh predlogov in glede tega, kaj takšen izbor pomeni in glede spoštovanja postopkov, ki jih je opravil predsednik države ob pripravi tega predloga. Odločili smo se, da ostanemo zvesti svojim dosedanjim stališčem, da spoštujemo in podpiramo predloge predsednika države za ustavne sodnike. Vemo, da je vprašanj, kako voliti ustavne sodnike, veliko. Prepričani smo, da pripravljeni predlog ne zagotavlja vseh kriterijev, ki si jih mi, pa tudi družba širše za kvaliteto ustavnih sodnikov pričakuje in predstavlja. Vendar hkrati menimo, da bi bilo napačno, da bi novega predsednika države v primeru neizvolitve tudi po naši krivdi postavili v položaj, ko bi se soočil z neprincipielnim ravnanjem koalicije in postal na nek način žrtev njihovih zahtev po izvolitvi samo tistih kandidatk in kandidatov, ki so politično primerni po mnenjih vladajoče koalicije. To ni nemogoče, obratno, dosedanja ravnanja koalicije, kjer je podporo dobil samo tista kandidatka ali kandidat, ki je bil po njihovem mnenju politično primeren, kaže na to in nam se zdi politična primernost najslabši kriterij za izbor ustavnih sodnikov, morda je boljše, da je izbran tudi kakšen, ki bo pač potreboval še nekaj časa, da se bo popolnoma usposobil za samostojno sojenje, kot pa da bi bil politični kriterij tisti in potem s tem tudi vpliv, ki ga bo imela koalicija na vsakokratno odločanje.